Ka bi prlek padna z brega? No tega bormeš nigi nega. Pa breg je jemi kak pojdoš, če gorice so za prvi klos. Brojde duma so premalo, ka bi poleti še v pičli kaj ostalo. No, zato vam pravim, ka bormeš tega nigi nega, ka bi prlek padna z brega. No, samo včasih malo se posmekne, da regut se mu nabrekne. Letos praznujemo kulturni praznik precej drugače kot običajno. Ne družimo se na odrih, dvorane so prazne, aplavza zveste publike že dolgo nismo slišali. Ampak osrečevati ljudi okoli sebe je dar, ki ga izkoristiš ali pa ne, čeprav so omejitve. Tudi zato sem se na predpisani razdalji pogovarjala za vsestransko domačo umetnico, gospo Olgo Majcen. Pozdravljena, Olga. Kako ti preživljaš te čudne čase mrtve kulture? Če sploh smemo reči, da je kultura kdaj mrtva? Zame kultura ni nikoli mrtva. Mogoče zato, ker imam tak način ustvarjanja v tem času. Namreč rada pišem. Tako da je to področje zame v tem času bilo zelo primerno, saj sem se prijavila na razne razpise, čeprav po medijih slišimo, da je slabo s kulturo, vendar pa tudi čase, kot je sedanji, moramo najprej sprejeti, predelati in potem si moramo narediti nove načrte. Tako ohranimo tudi tisti svoj del, ki nam je pri srcu. Sama sem tudi na to temo napisala eno domislico, kot jaz pravim svojim pesmim. Če hočeš, ti jo lahko povem. Je sicer od začetka korone in je malce navihana, ker takrat še pravzaprav nisem čutila, da bo to imelo tako velike posledice na vsem področju, tudi pri kulturi. Koronavirus, prah, potres, bojda gre za res, pa veter, sneg in mraz, vse to ljudje za nas, ki nismo se ničesar bali, naravi le smo kljubovali. Joj, kako smo zdaj ponižni, nič več nismo mi brezbrižni, celo hvaležni smo postali, pomemben zdaj je človek mali. Kmetje stopili so spet v veljavo, njih proizvodi za zamenjavo. Kako je dober kruh za seko, pa od domače krave mleko. Delo na vrtu spet je zdravo, odslej bo vedno to držalo. Ostanimo zdravi. Pravim, ta je malce navihana. V tem času, ko je minilo že leto dni, pa si ne bi upala več nič kaj takšnega niti pomisliti, kaj šele napisati. Vemo, da si v zadnjem obdobju zelo aktivna na literarnem področju. Nam zaupaš kaj več o tem? To pa je pravzaprav naneslo na ta način, ker sem vedno že od malega rada kaj pisala, seveda različne govore, pa tudi pesmi že nekoč, že v otroških letih sem začela to delati. Ampak pozneje me je nekako bolj privleklo tudi gledališče, pa vse druge stvari, pa seveda družina in to. Ampak potem sem začela razmišljati, da pa moram narediti nekaj oprijemljivega. Tako smo naredili s skupnimi močmi prvo knjigico Moje srčne domislice. Pišem seveda o svoji družini, svoja čustva sem lahko izlila na papir. Pišem o naravi, spominjam se tudi nazaj, kako je bilo, tako da se čuti v njih tudi nostalgija po tistih res lepih časih. Ne rečem, da sedaj ni lepo. Vsako obdobje ima svojo lepoto. Vem, da ti zelo veliko pomeni domislica o očetu. Jo lahko slišimo? Spomin na očeta je nastala ta meni draga pesem.
Ajda na polju se pozibava kot mehka postelja in me vabi, da ležem na njeno drobno cvetje, da na njem zaspim in sanjam pod toplimi sončnimi žarki o ljubezni, o lepoti, o dobroti. Najljubša mi je bila Ajdova polenta z ocvirki, ki sva jo nekoč jedla skupaj z očetom. Z rokami sva jo držala, mastno, hrustljavo in se naslanjala drug na drugega. Sedaj ni več tako dobre polente. Ko sem prišla službovat na Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, se spomnim, da si bila zelo aktivna kot mentorica otroške gledališke skupine. Da, gledališče imam zelo rada. Zelo rada imam oder in veliko sem delala z otroki. Veliko sem hodila z njimi na revije otroške. Sem ponosna na to delo, zato ker moje poslanstvo v bistvu je, da prenašam svoje znanje in svoje sposobnosti na mlade. Te je katera od tvojih gledaliških vlog posebej zaznamovala? Joj, tudi to je bil lep čas, ko sem sodelovala pri Veselih večerih. Tam sem imela eno posebno vlogo, in sicer vaške mlekarice. To smo se toliko nasmejali, seveda sem tu igrala, režirala in tudi tekste sestavljala. Vse skozi pa seveda sem največ recitirala. To pa je že od nekdaj, že od osnovne šole naprej, je verjetno moja največja danost. Dejala si, da zelo rada recitiraš. Ali lahko ob slovenskem kulturnem prazniku slišimo kakšno Prešernovo? Lahko, Prešerna sem velikokrat recitirala. Sem pa tudi tu pri zabavljivih sonetih našla nekaj, kar bi lahko primerjala s tem, kako mi amaterji pišemo, ustvarjamo. Mi si prilaščamo neko svoje izražanje in ne dovolimo si, da bi nam nekdo to popravljal. Lahko popravlja recimo slovnično, normalno, ampak kako se jaz izrazim, to pa je moja stvar. Tako naprimer, če jaz rečem, mi kulturniki smo dobre volje ljudje. No, slavist bi tu mogoče rekel, mi kulturniki smo ljudje dobre volje. Ampak to so te drobne stvari in v tem sem našla tudi tu pri zabavljivih sonetih. Pravi Prešeren tako. Ali prav se piše kaša ali kaša, se šola novočrkarjev srdita z ljudmi prepira starega kopita. Kdo njih pa pravo trdi, to se vpraša. Po pameti je taka sodba naša, ak je od kaše kaša bolj gažita in boljš obdelana in bolj polita, naj se ne piše kaša, ampak kaša. Ak pa po črki boljši jed ne bode in za volj črke ne trpi nič škode, obhaja taka misel nas Slovence, da prav, da jo se ti možje zna biti, za kar so se nekdanji abderiti v sloveči pravdi od oslove sence. Si tudi ti kdaj aktivno plesala? Sem, pa še kako rada. Še danes včasih plešem po kuhinji, sedaj, ko ne smemo v družbo. Začela sem na Cvenu takrat pri plesni skupini. Bila sem ena najmlajših članic takrat, zato ker je moja sestra bila 3 leta starejša od mene in mama me je kar porinila, naj grem z njo. Pa mi je bilo v redu, dobro sem se počutila. No, potem pa se je tako zgodilo tudi s folklorom. Začela sem plesati pri folklori ob koncu 8. razreda. To pri starejši skupini. Pa
super, naučila sem se plesati, naučila sem se družiti, tudi z malo starejšimi. Bilo je prekrasno tisti čas. No, v tem obdobju sicer vse skupaj miruje, ampak srčno upamo, da se bo tudi to končalo tako, kot vedno za dežjem pride sonce in bo zopet ples, glasba, ustvarjanje na vrhuncu našega življenja. Kaj bi ob slovenskem kulturnem prazniku sporočila vsem kulturnikom, prlekom in prlečkam in vsem Slovencem? Veš, Mira, življenje je že samo po sebi dar. Z življenjem pa dobimo tudi še osebne darove. Zato bi rada sporočila vsem, iščite jih v sebi, razvijajte jih, kajti lepo je deliti svoje misli in svoje darove, kadar se srca odpro.